Prosim, če mi zaupaš tvoje ime, priimek, z katerega športa prihajaš in pa zakaj si se včlanil v Mastercard športno akademijo. Moje ime je Tijo, pišem se Malović. Moj šport je rokomet. V bistvu odločil sem se za Mastercard športno akademijo, ker se mi zdi, da bo zelo pripomogla pri moji rokometni športni poti. In ja. Dobro. Povej, Tijo, kateri od 6 temeljev, ki se jih bomo učili tukaj, se ti zdi pomemben in zakaj? Predvsem športna psihologija, saj se mi zdi, da je in miselnost v športu ena izmed najbolj pomembnih stvari. Tudi je. Ne? Pa tvoji cilji, športu in nasploh, kaj so tvoji cilji? Moj cilj je enkrat se profesionalno ukvarjati s tem športom, igrati tudi na velikih odrih in na velikih tekmovanjih z kakšnim profesionalnim športnikom, kot so, ne vem, današnji rokometaši. In ja. Kak posebna želja, kakšna liga, klub, Nemčija? Bundesliga, ja, Kiel, ja. Kiel je. Ja, dobro, bodimo skromni, ne? Ja, prav. Povej, Tijo, v skupini imaš možnost druženja z različnimi kolegi, kolegicami iz različnih športov. Kaj pričakuješ tega? Je to kakšna prednost in če je, zakaj? Ja, to je velika prednost, da se povežemo tudi z ljudmi iz drugih športov, spoznamo tudi druge športe in kako drugi športniki razmišljajo. In se mi zdi, da je to zelo dober temelj, no, da tudi spoznaš druga okolja. Obstaja kak stavek, znanje, dogodek, karkoli, kar lahko rečeš, da te je pušalo v tvojem pristopu do tega športa, ki ga imaš takrat? Obstaja kak quote, karkoli? Ja, tule imam tetovirano enega The sky is the limit. V bistvu mi veliko pomeni, saj pač za mene samo ne bo meja in mi veliko pomaga. No, zato sem si tudi tetoviral to. Tega se treba držati. Ja, se držim. Lepo, lepo. Povej, kaj misliš o tem, da pa vseeno nekateri športniki dosežejo svoj športni cilj, nekateri pa ne? Kje tiči razlog? Meni se zdi, da je največja razlika v trudu, v delu. Veliko ljudi misli, da je talent, da je dovolj, če ima samo talent, mora biti pa tudi trdo delo in pa pristop. Tvoja največja prednost, tvoja največja slabost, nam zaupaš? Jaz bi rekel, da nimam slabih lastnosti. Ne vem, moja največja prednost je pa to, da se mi zdi, da sem dosti pozitivna oseba in da velikokrat vidim samo dobro v stvareh. To je lahko tudi slaba lastnost, ne? Ja, ravno to sem te povedati, ne? Kako vidiš to, lahko gre v obe smeri. Ja, obe strani, obojestranska. V redu. Povej, mogoče zadnje vprašanje, pri katerem temelju imaš pa ti ali pa vidiš ti največ prostora za svoj napredek? Seveda pri svoji lastni znamki, no, pri svojem prvem poslu se mi zdi, da tu nisem še dobil nekih priložnosti, nekega znanja in to tudi delamo ta teden, tako da bomo... Kar potrudite se. Se bom. Hvala lepa, Tijo.